Tudi v naslednjih minutah ostajamo pri zdravju in dobremu počutju. No, če se želite sprostiti, okrepiti imunski sistem, zmanjšati stres, dvigniti samozavest ali celo shujšati, imamo za vas nasvet. Vse to je namreč mogoče z nekoliko nenavadno vadbo, ki vas bo pošteno zabavala in predvsem dobro nasmejala. Prinaša pa vam jo Katja Trejer v naslednjih minutah. V Mariboru že od začetka poletja deluje prav poseben klub. Člani se tam lahko igrajo, razgibavajo, sprostijo in predvsem smejijo. Kako tudi ne, saj gre za klub joge smeha. Joga smeha to je univerzalna ideja, kjer se lahko vsak smeje popolnoma brez razloga. Zato ni potrebno ne humor, ne šale, ne vicev, ničesar. V bistvu gre za smeh kar tako. Jogo smeha je izumil indijski zdravnik Madan Katari, ki je skupaj z ženo pred 15 leti ustanovil tudi prvi klub joge smeha. Začela sta s 5 člani, a je zanimanje skozi leta tako naraslo, da danes po vsem svetu deluje več kot 6000 tovrstnih klubov. Joga smeha kot taka je namenjena tako posameznikom kot nekje igri v skupini. Kajti skupina, kjer se izvajajo vaje s pomočjo očesnega kontakta, deluje homogeno in tudi tisti, ki se ne zmorejo smejati, se pod vplivom skupinskega duha in tega smeha nalezajo z smehom. Zakaj ste prišli na jogo smeha? Zadnje čase se ukvarjam bolj manj s takimi podnarekovano resnimi zadevami, pa da se malo razvedrim. Sem prvič tu, tako da ne vem niti kaj naj točno pričakujem, tako da bom videl. Ja, jaz vedno grem tam, kje je dobra volja, kje so ljudje razpoloženi in se znajo tudi nasmejati, da sprostiš svojo dušo. Jaz se v svojem vsakdanjem življenju srečujem z ljudmi, delam z ljudmi in kar dosti uporabljam te sprostitvene tehnike pri njih, tako da mi je joga smeha prvice, ne vem, kaj me čaka, tak en novi izziv. Kaj pa pričakujete od današnje vadbe? Kaj pričakujem? Sprostil bom svoje telo in sigurno bom potem nekaj lažji in tudi bolj sproščen in bolj dobre volje odšel od tod, kot sem prišel sem. Ja, vadba dejansko je zelo, zelo igriva, aerobna, na nek način tudi naporna. Pravijo po raziskavah sodeč, da ena minuta smeha pomeni kot 10 minut, je isto ekvivalentno kot 10 minut aerobne vadbe, to pomeni fitnesa ali aerobike. V tem igrivem delu se igramo, smejimo, ploskamo in predvsem smejimo. In kaj po vaše pomeni smeh oziroma kaj nam prinaša smeh? Ja, smeh nam prinaša mnogo, predvsem zdravje, razpoloženje in dobra volja, seveda, ker brez dobre volje danes ne gre nič. Vsi tisti zagrenjeni ljudje bi si morali to privoščiti, ki se držijo samo okrog svojega televizorja, ne dajo pa nič za sebe in za svojo dušo. Jaz mislim, da je to kot droga, ki te zasvoji, ki postaneš odvisno od tega. Oziroma ti je življenje mnogo lepše, kot je sicer. Vi ste vedno dobre volje? Ja, lahko rečem vedno, jaz skoraj jeze ne poznam, zdaj, ko pa prihajam sem, še pa bolj dobre volje. Ena izmed zanimivih sprostitvenih vaj, ki jih srečamo na jogi smeha, je tudi prav posebna sprostitvena tehnika, ki se imenuje džiberiš. In kaj so pravzaprav sedaj povedali, kaj je tale džiberiš? Džiberiš je v bistvu tehnika, s katero izražamo vsa čustva, ampak na čist en spontan način, to je v bistvu jezik otrok. Kar nam pade na pamet. In lahko izražamo jezo, veselje, žalost, vsa čustva, ki jih čutimo. Sicer pa joga smeha ne pripomore le k sprostitvi telesa, temveč pomaga tudi k boljšemu počutju. Joga smeha pripomore, da se iz te racionalne polovice možganov prelevimo v otroka in prestavimo v desno, kjer postanemo bolj kreativni, sproščeni. Pod vplivom smeha, narejenega ali iskrenega, se začnejo izločati hormoni sreče,
To pomeni, da dejansko ti hormoni vplivajo pozitivno na ves imunski sistem, na naše počutje, zavirajo oziroma spodbujajo tudi celice ubijalke, ki vplivajo tudi pozitivno na naše zdravje. In pa ena zelo pomembna stvar je, pri jogi smeha se predihamo. In dihanje je vir našega življenja in zdravja. Če je tudi vas zamikalo, da bi se vsaj enkrat na teden pošteno nasmejali, se lahko kadarkoli pridružite brezplačnim srečanjem kluba joge smeha. Potrebujete le nekaj dobre volje in seveda čim večji nasmešek.